Torej, spoštovane in spoštovani udeleženci, lepo pozdravljeni še na zadnjem dogodku pred bolj neformalnim druženjem. Kot že napovedano, je tematika vezana na čezmejno sodelovanje občin. Govorci so bili že predstavljeni, v tej priliki bi se jim že rad zahvalil za to, da so se vzeli čas in prišli. Omenjeno je bilo, da prihajajo predvsem iz teh mejnih obmorskih občin, vendar lahko povem, da je njihovo poznavanje področja presega zgolj to regijo, namreč namen te okrogle mize je govoriti o čezmejnem sodelovanju v širšem kontekstu in ga umestiti seveda tudi v evropski okvir. Zato sta z nami tudi dva predstavnika države, gospa Danica Argeti z področja kohezijske politike in gospod Lavtar z Ministrstva za javno upravo. Koncept okrogle mize je tak, da bi nekako v treh segmentih to zelo kompleksno področje obravnavali. Na začetku bomo par besed rekli o mejah na splošno, potem bi to tematiko postavili v evropski kontekst, predvsem s poudarkom na okviru, ki ga daje Interreg program Evropske unije. Tretji del bi bil pa res posvečen konkretnim primerom, tako kot tudi obljublja naslov te okrogle mize. Seveda bo na koncu tudi priložnost za vprašanja s strani publike in za neke zaključke, ki bi bili lahko, jaz mislim, tudi uporabni za oblikovalce politik. Kajti, čeprav so ti projekti čezmejnega sodelovanja locirani na lokalni ravni, še zdaleč niso odvisni samo od občin. Občine so eden od akterjev v kar precej kompleksni strukturi vseh drugih igralcev, zato je tema relevantna tudi za njih, ne pa zgolj za predstavnike občine. Dobro, pa če kar začnemo z dvema citatoma. Prvi človek v vesolju, Jurij Gagarin, ko se je vrnil oziroma je izjavil sledeče, je rekel, kako lepa zemlja je od tukaj zgoraj, iz vesolja. Brez meja, brez preprek. Nek drugi antropolog je pa rekel, jaz meje nisem še nobene videl. Slišal sem pa, da nekateri ljudje pravijo, da obstaja meja v glavah. Pa bi zdaj najprej vsakega od vas prosil, da malo pokomentira to idejo meja. Mogoče najprej gospa Argeti. Hvala lepa za besedo in lep pozdrav tudi v imenu Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj vsem udeležencem današnjega dogodka. Ja, kaj ne rečem? Ko smo se pripravljali na to okroglo mizo, seveda ChatGPT je zdaj zelo moderen trend in sem šla malo pogledat, meje in kaj pravi. Zdaj, lahko bi tukaj razpravljali in govorili o filozofskem pogledu, o političnem pogledu, lahko gledamo čisto z vidika področja, ki ga pokrivam, kohezijska politika, pa še posebej Evropsko teritorialno sodelovanje, Interreg, in rekli, ja, meje je postavila politika. Politika je postavila tudi pogoje za sodelovanje znotraj, bom rekla, držav, regij, mest, če hočete tudi občin ali še manjših enot, ki jih imamo drugje v drugih državah. Meje pa lahko vidimo tudi kot čisto navadni državljani. Ko prehajamo meje geografske, lahko gledamo na mejo tudi z vidika, duhovnega, duševnega, ampak če se na geografijo omejimo in gremo čez mejo, vidimo, da to ni samo ena bariera, ki dejansko omejuje, ampak tudi širi in združuje. In ravno ta fluidnost meje povezuje Evropsko unijo in tudi širše čez njene meje. Hvala lepa, gospod Konrad. Lep pozdrav tudi z moje strani in hvala seveda za povabilo. Jaz nisem skočil na ChatGPT, ampak sem slučajno ujel oni dan, ki je bil predsednik iz one strani Atlantika, recimo, ki je imel zanimivo razpravo v okviru ASEAN-a. In eden od ključnih poudarkov, vse tisti, ki so ostali odzvani na Evropski uniji, je bil ta, da je
ena ključnih cokel razvoja Evropske unije ta odprtost njenih meja. Seveda je mislil zlasti zunanje meje, ampak dobro, če to apliciramo tudi na naše notranje meje, je res, je zelo odvisno od tega, koliko so te meje stroge, koliko so propustne, kakšen učinek imajo na ljudi, ki živijo ob mejah. Zdaj, zlasti tisti ljudje, ki živimo ob mejah, bodi si v Kopru, v Novi Gorici, v Gornji Radgoni in tako naprej, te ljudje najbolj občutimo strogost same meje, oziroma kakšen benefit je, ko te meje administrativno-politične padejo in koliko ljudje v tem primeru zadihamo. Meni se je zgodil zanimiva izkušnja. Mi kot Primorci smo že pozabili dejansko, koliko je meja lahko obremenjujoča in koliko lahko ovira, razen za tisto kratko izkušnjo, ki smo imeli s COVID-om, ki nas je spet opomnilo. Dobro, par let nazaj sem bil na dopustu med Bolgarijo in Grčijo in gremo na bolgarsko-grški meji, res da niso še bil v Schengenu. En avtomobil je, mislim, da bil pred mano, pa dva, in v vrsti sem stal in pol ure se mi zdi. In takrat se dejansko zaveš, kakšen korist je v meji dejansko administrativna meja, pa tiste fizične meje, pa prepreke, ki nastajajo na mejih, kakšen benefit je dejansko v tem primeru po teh mejah. Tako da zares je zelo pomembno, zlasti za države kot je Slovenija, ki je tako relativno majhna in ki ima toliko meja in so te meje lahko na eni strani zelo velika in huda ovira, lahko je pa zelo velika in zelo pomembna, ne bom rekel poslovna priložnost, ampak recimo res strateška priložnost za neko državo. Hvala lepa, gospod Lavtar. Hvala lepa. Čezmejno sodelovanje je pravzaprav zelo sodoben pojav. In zdaj bom govoril evropocentristično, ker je tipičen in značilen za Evropo. To tisti, ki ste kdaj stopili na kakšno drugo celino, dobro veste, da je ta zgodba o mejah, filozofija meje, ki ločuje, zelo drugačna od tega, kar imamo danes v Evropi, kjer so meje povezovalne črte. Ampak tudi to je novo, to je šele po drugi svetovni vojni se razcvetelo. Mi smo, če gledate to čezmejno sodelovanje, recimo lokalnih oblasti, je to zgodba, ki je bila pred drugo svetovno vojno povsem bizarna, sporadična in stvar nekega navdiha naključnega župana ali pa župan takričine. Šele druga svetovna vojna, ker po svetovni moriji, ko je bilo toliko ljudi mrtvih, so se ljudje začeli zavedati, da je treba pač nekaj mehanizmov vzpostaviti, da se to nikoli več ne ponovilo. In ta zgodba je pravzaprav imela en tak nenavaden začetek, tam nekje v enem Zelisbergu, to je eno malo naselje v enem švicarskem jezeru, v kantonu Uri, se je sestalo 6 županov iz Nemčije, Francije in iz Švice. In iz tiste zgodbe je nastal današnji kongres lokalnih in regionalnih oblasti, ko so se občine načrtno začele povezovati čezmejno. Ampak žal imamo danes situacijo, ko je ta zgodba pravzaprav ogrožena. Mi imamo proces, ki je danes obraten, ne samo, da so številni stvari, ki so se v svetu danes zgodile, ki nas delajo bistveno bolj ogrožene, ampak da imamo pravzaprav občutek, da ta povezovanja, ki so bila 50 let neka naša stalnica, zdaj postaja nekaj, kar se utegne v nekem trenutku utrniti. Hvala lepa, gospod Škerlič. Meja, kje v biografiji, v glavi? Ja, hvala najprej za vabilo in dobrodošli v naši Istri. To je namreč v bistvu geografski pojem, ki ga Slovenija še ni najbolj osvojila. Zakaj sem omenil Istro? Zaradi tega, ker mi pa imamo tukaj en specifičen problem, da smo na novo hoteli vzpostaviti eno mejo v tem zalivu in se tega nikakor ni dalo. Tako da bi rekel, da je dejansko v glavah, v bistvu v prostoru, pa mi v celotni zgodovini tega polotoka nikoli nismo imeli nobene meje in zato je tudi nismo nikoli mogli tako dobro razumeti. In zato smo bili tudi specifičen primer v času Jugoslavije,
med, bomo rekli, tako velikima blokoma, vzhodom in zahodom, kjer smo imeli propustnice. Tako da dejansko je nek poseben režim je bil vedno v tej meji. Tako da dojemanje meja se tudi znotraj rigidnega sistema javne uprave, carine, Jugoslavije je dalo razumeti zelo drugače in so bile bolj propustne in manj propustne, tako da vsekakor gre bolj za definicijo kot ostalo. Kako pa najlažje jaz razložim tudi našim novim zaposlenim, ko pride meja, rečem, no, gled, ko planiramo proračun občine, je v bistvu kot da bi bila sosednja občina druga država. Tako da nič se ne sme izteči iz naše občine v drugo občino in karkoli oni delajo na drugi strani nas ne zanima, ker naš teritorij se ve, kje je. Tako da s temi mejami se mi srečujemo in smo veseli, da v bistvu meje Evropska unija skozi te mehanizme, o katerih bomo danes govorili, predvsem doživlja kot priložnost, kot pa ovir. Hvala lepa, kar nekaj iztočnic in tudi obujanja spominov na mojo mladost, torej spomnim se in teh strogih režimov, recimo Ljubelj, vse kovčke ven in osebni pregled prtljage, potem na Primorskem, ko sem bil pri stari mami, pa malo mejna propustnica in veliko blažji prehod. Tako da ja, tista faza res nekega velikega optimizma, ko je Slovenija postala članica Evropske unije in predvsem, ko je vstopila v Schengen, preveč ne pojmo, da bi lahko dolgo trajalo, no? Dejansko. In kaj se je zgodilo to, da pač tega ni več v taki meri, kot smo imeli. Zdaj, če se malo vežemo ta razvoj v Evropi, ki ga je dr. Lauter začel razvijati, je kar dolgo časa šlo v smeri optimizma, se pravi Evropa, regiji, borderless Europe in tako naprej. Tako da je bila res neka faza optimizma, potem se je pa kar nekaj dogodkov v zadnjih 10 letih zgodilo, ki so pa stvar obrnili v trend nekega krutega realizma. Se pravi, meje sicer niso več tako zaprte, kot so bile pred tem, kljub temu pa se pojavljajo neke nove ovire, se pravi, krepi se nek protekcionizem takšen ali drugačen. No, pa če se zdaj malo bolj posvetimo temu evropskemu kontekstu, seveda Svet Evrope je razvil neke instrumente, konvencije, neka orodja, vendar se mi zdi, da kljub vsemu za praktični vidik Evropska unija mogoče bolj relevantna, pa bi zdaj gospod Arigeti prosil, če lahko recimo pove nekaj predvsem o Interregu, pa mogoče že malo oceno trenutnega programa in kaj recimo nas morda lahko čaka v naslednjem programskem obdobju. Pa tudi seveda, kako bi se občine tule noter lahko videle in kaj je za njih relevantno. Torej, če izhajam čisto od kdaj dejansko je Slovenija vključena v izvajanje Interrega, govorimo dejansko v predpristopnem obdobju k Evropski uniji, torej že nekje leta 1998, je Slovenija sodelovala skupaj z Evropskim svetom v programu FARE in takrat so se pač nakazali že prvi zametki, neki predhodni zametki Interrega. No, potem pa v obdobju praktično od 2004 pa potem, bom rekla, 2 let, v 2 letih je Slovenija že začela, če govorim tudi za zahodno mejo, recimo program Interreg med Italijo in Slovenijo, so se začeli že izvajati prvi čezmejni projekti, ampak ti projekti so bili zrcalne narave. To pomeni, da so pač inštitucije v Italiji izvajale svoje vsebine na svojem ozemlju, Slovenci so izvajali slovenske na svojem ozemlju, vsak zase enake sicer, ampak nič v povezovanju. Kasneje je pa to v obdobju 2007-2013 prišlo to sodelovanje v skupno čezmejno sodelovanje in pogoji so bili za tako sodelovanje na istem projektu. V Sloveniji zdaj izvajamo praktično slovenske inštitucije, pa govorimo tukaj o občinah, javnih zavodih, raziskovalnih inštitucijah, univerzah, tudi ministrstva nenazadnje, so vključeni kot partnerji na različnih tipih Interregovih programov.
Slovenija je vključena v 4 čezmejne Interregove programe na vseh 4 mejah, se pravi Interreg Italija-Slovenija, Italija-Slovenija, zakaj nam gre Italija? To je edini program znotraj Slovenije, kjer imamo organ upravljanja v tujini. Potem imamo še 3 čezmejne programe s sosednjimi državami s Avstrijo, Hrvaško in Madžarsko, kjer imamo organ upravljanja teh programov v Sloveniji. In to je konkretno naše Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj. Poleg tega povezovanja inštitucij v teh upravičenih območjih, v katerih so čisto vse regije slovenske in te obmejne na drugi strani meja, v sosednjih državah, pa lahko dejansko vsi te pravni subjekti in tudi zasebni subjekti sodelujejo pa tudi na transnacionalnih programih, ki se tudi izvajajo širom cele Evrope. Transnacionalni programi so pa tudi vezani nekako na makrostrategije, v katere je vključena tudi Slovenija. V Jadransko-Jonsko, v Podonavje in v Alpe. Alpski program, potem program Podonavja, potem imamo povezavo z Jadransko-Jonsko, imamo IPA Adrion program. In tukaj so priložnosti dejansko za vse te inštitucije, ki sem jih naštela, da lahko sodelujejo predvsem pri izvajanju nekih mehkih vsebin. Tukaj, če čisto v grobo naštejem, večkrat se sliši, ja, pa to se delijo neke dokumenti, neke strategije, pa neke usmeritve, pa neke smernice, pa neki piloti, pa ni nič konkretnega na Interregu. V primerjavi recimo s kohezijo s ciljem 1, kjer se sofinancirajo večji infrastrukturni recimo projekti, taki, ki so bolj vidni. Ampak Interreg po svoji zasnovi pa vendarle mora stopiti v korak s temi večjimi projekti in v bistvu tudi, kaj komisija poziva, tudi glede virov sofinanciranja, kombinacijo, bom rekla, mainstream programi tudi, s kohezijo, z Interregom, z istemu cilju. In tukaj verjamem, da imajo res največjo priložnost ravno občine, ki se pogledamo po statistikah, kako se vključujejo v zadnjih 20 letih v Interregove projekte, so najbolj zastopanih projektnih partnerjev, ravno občine. Potem šele sledijo recimo raziskovalne inštitucije in javni zavodi, ali pa razvojne agencije. In te priložnosti, jaz nisem tako pesimistična, mogoče kot so bili kolegi, jasno, ker če gledamo Evropo in njene zunanje meje in če gledamo zdaj v tem trenutku tudi podlage, osnutke uredb, ki jih je komisija ravno kar, bom rekla, konec avgusta dala na plano, seveda, ko to bereš, se malo zamisliš in rečeš, joj, a zdaj bomo pa vlagali evropska sredstva Interregova v neke obrambne ali pa zaščitne namene, ali kaj se bo iz tega izvalilo. Ne, temu ne bo tako, vsaj, kar se tiče Interrega. Ja, na tistih programih, ki mejijo, je trend v tem, recimo Podonavje ali pa recimo Interreg Srednja Evropa, bo priključila novo območje in svojemu programu se bo razširila še na Ukrajino. In seveda, tam se pričakuje vlaganje sredstev tudi v te namene. Ampak programi, ki so v izvajanju na čezmejni ravni, verjamem, da bodo več ali manj ostali taki, kot so geografsko in tudi finančno. To smo imeli v tej perspektivi 21-27. No pa zdaj v eni fazi, ko dejansko imamo samo osnutke uredb. In na te osnutke uredb dejansko dajemo šele zdaj z vidika ministrstva pristojnega za kohezijo pripombe, predloge do komisije in do različnih inštitucij, tudi do, bom rekla, mogoče Interacta. To je program znotraj vseh teh programov, ki je praktično tehnična podpora tako komisiji kot ostalim programom Interrega, in pripravlja tudi neke sorte izvedbenih aktov oziroma neke smernice, kako se pa dejansko posamezni programi Interrega se bodo izvajali. Da imamo uredbo, uredba je zelo široka. Potem izvajalski vidik nas pa še čaka in tukaj še precej vprašaj, kako se bo pa izvajalo. Še razlika je med obdobjem, to definitivno bo, Interreg, ovi programi se ne bodo več izvajali v smislu, da bo vsak program pripravil svoj Interregov program, ključni strateški dokument, ampak bo en sam Interreg program za celo Evropo,
v katerega bodo potem vključena posamezna tako imenovana poglavja, chapterji, za posamezen Interregov program. Osnova, glavnina, vsebina, geografska določitev posameznega programa in finance bodo nekje kot, bom rekla, mogoče kot neka teritorijalna analiza za celo Evropo, potem se bodo pa noter pod poglavja nalagani posamezni programi. In tukaj, kar je predvideno, kot kakšni čepteri ta poglavja sestavljena, je za ta velika poenostavitev za programe, kar pomeni tudi poenostavitev pri potrjevanju sprememb na programih, ne. Tako da iz tega vidika to pozdravljamo, kaj bodo pa prinesli dejansko potem neki bolj konkretni izvedbeni akti, to pa je zdaj še velik vprašanje. Tako da zdaj smo v tej fazi in se pričakuje, da tudi programi Interreg bodo začeli s programiranjem, nekateri že zdaj v jesenskem času, zimskem času, med njimi je tudi Interreg Italija Slovenija, začnemo s prvo sejo programiranja, se pravi med Slovenijo in Italijo, ne. Tukaj je pač tudi ministrstvo za kohezijo vključeno s sektorjem za Interreg, katerega predstavnica sem, in sodeluje pri oblikovanju vsebin na čezmejni ravni, ki so dejansko skladno z usmeritvami komisije pomembne za izvajanje in za naslavljanje izzivov, ki jih ima skupno območje, če štejemo regije, govorimo o statističnih regijah na nivoju NUTS-3 v Sloveniji in Italiji. Za Slovenijo to pomeni, da Interreg program med Slovenijo in Italijo je dejansko velik do Ljubljane in do Gorenjske, ne. To pravi, osrednja Slovenija, Gorenjska, Goriška, Obalno-kraška in Primorsko-notranjska regija, inštitucije, ki imajo sedež v teh regijah, lahko sodelujejo z italijanskimi inštitucijami, znotraj dežele Fornije Julijske krajine in dežele Veneto. Tako da dežela Veneto je samo, ne pa se reče, ni pokrajina, ne, provinca Benetke, ne. Tako, tole v kratkem, no, kjer trenutno smo v Interregu. Hvala lepa. Torej, omenili ste poenostavitve, ne? Bojimo se, da te poenostavitve ne bodo povzročile kakšnih novih zapletov oziroma kot smo se pogovarjali, novih komplikacij, ker ravno ko se navada še enega sistema, potem ti ga pa poenostavijo, ne, se stvari lahko malo zakomplicirajo. Gospod Konrad, prihajate iz Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje, torej EZTS, pa bi vas prosil, če na kratko poveste, kaj ta institucija je, oziroma čisto praktičnega vidika, zakaj je uporabna kot neko orodje, ki ga Evropska unija recimo predvidela. Torej, kako vidite to institucijo in vlogo občin recimo v tem kontekstu? Najlažje razložim s tem, da začnem, kdo so naši ustanovitelji. Evropska združenja za teritorialno sodelovanje obstajajo v Evropi, jih imamo danes skoraj 100, precej raznolikih, tisti malo večji, bolj institucionalni in tisti malo manjši, na katere sodimo tudi mi. Ta veliki so ponavadi ustanovljene strani dežel, regij, imajo bolj neko politično vlogo, pripravljajo neka skupna izhodišča za smernice, za neke skupne politike v nekem čezmejnem prostoru. Tisti manjši, ponavadi ustanovljeni strani občin, imamo pa precej operativno vlogo v smislu premagovanja čezmejnih ovir, precej praktičnih, za namene nekih ustanoviteljev. Naš EZTS, kot rečeno, je eden manjših, in prav zaradi tega smo majhni, se mi zdi, da smo lahko dovolj agilni, da smo zanimivi na eni strani za naše ustanovitelje, na drugi strani pa seveda za Evropsko komisijo, ker tako lažje stestira določena orodja, ki vsake toliko implementira skozi svojo zakonodajo. Mi smo ustanovljeni strani 3 subjektov, 2 občin slovenske strani, Nova Gorica in Šempeter, z italijanske strani občine Gorica. Obstajamo zdaj dobrih 10 let, 14, če se ne motim. Naš namen je prav ta, da premagujemo ovire, ki obstajajo v poslovanju, zlasti za namene občine in za namene vseh prebivalcev tistega območja, zato da je življenje na meji lažje. Delamo praktično evropske projekte. Zdaj v tem primeru, zakaj Interreg in podobni programi čezmejnega oziroma teritorialnega sodelovanja, skupaj seveda samo kohezijo, tako zelo pomembni za Evropo. Vedno postavijo kot izhodišče to dejstvo, da
ena tretjina območja Evropske unije praktično pokrivajo meje, oziroma so območja notranjih in zunanjih meja. Ogromna površina. Skoraj da ena tretjina prebivalstva dejansko živi v teh območjih. Če se ne motim, če me bo Danica popravila, mislim, da je danes približno, mislim, da je skoraj 80 čezmejnih, transnacionalnih in še nekakšnih programov v okviru Interregu. Se pravi, dosti programov. Ampak programi so dejansko res imajo zelo velike koristi za tiste, ki živijo ob meji. Ne samo za fizične osebe, ampak predvsem za pravne subjekte, bodisi javnega prava kot zasebnega prava. Ker je to sodelovanje dejansko zelo koristno. Zdaj, če apliciram malo na današnjo debato ali pa na današnji forum, ja, je zelo koristno tudi za občine, pa tudi za javno in državno upravo. Zmeraj je dobro pogledati, da ne izumljaš te predloge, kako to delajo tam čez, ali pa kako to delajo v tisti regiji. Dosti stvari mi delamo zelo dobro, pa nekaterih stvareh pa mogoče niti ne najboljše. Zato je sodelovanje v teh projektih vedno zelo dobro. Tisto, kar je rekla Danica in kar je korist recimo EZTS-ju. Razvoj čezmejnega sodelovanja, pa kakršnega koli sodelovanja nazadnje, redko v fazah. Na ravni recimo občine ponavadi tako, da se 2-3 župani vsake toliko dobijo, ponavadi za kakšne proslave in vzpostavijo neko protokolarno sodelovanje. Potem pride do nekih zares projektnih sodelovanj. Zdaj, če smo pošteni, dostikrat so ta projektna sodelovanja še zmeraj zelo paralelna. Vsak dela na svoji strani, zelo počasi se pa zgradi potem nek meč oziroma zares preplet ene in druge strani. Evropa je izumila ta instrument, pa institut EZTS, prav zaradi tega, da bi na nek način institucionalizirala čezmejno sodelovanje. Da se to čezmejno sodelovanje dogaja na dnevni ravni. Pri nas recimo, mi imamo sedež v Stari Gorici, na italijanski strani, smo subjekt javnega prava, recimo, da bi bil približno kakor pri nas javni zavod, smo zaposleni z ene in druge strani meje, in ta dinamika, to, da imaš ti možnost vsak dan sodelovati z italijanskim kolegom, njega poslušati, razumeti njihov kontekst in pravni, in administrativni, in njihovo ureditev in obratno našo. Hkrati, da imaš dostop vedno tudi do tvojih ustanoviteljev in tako naprej, to je prvi ključni korak. Drugi, na podlagi tega se zgradi neko zaupanje, in ko imaš zaupanje, je potem zares ta kvalitativni preskok v sodelovanju zelo opazen, zelo velik. Včasih se pohecamo, več kot se družimo, seveda več problemov tudi najdemo, ne? Vedno več vidimo teh administrativnih ovir, ampak to je res prvi korak, da problem vidiš, potem pa so programi, kot je Interreg in podobni, ki ti pomagajo te probleme počasi seveda odpravljati in reševati. Hvala lepa, gospod Škarjič, lahko vi zdaj na podlagi vaših dolgoletnih izkušenj umestite evropski kontekst oziroma povežete občine s tem kontekstom in poveste recimo, kako Evropa s tem okvirom pomaga ali pa morda ki tudi nekaj zavira, ker bi lahko mogoče bilo bolj enostavno v praksi. Ja, vsekakor bom rekel, da Evropa pri tem predvsem omogoča, potem pa vsaka občina, vsako ministrstvo, vsaka upravna enota izbere, ali bo ta instrument vzela, uporabila in v to vlagala čas in resurse ali ne. Tako se je tudi občina Izola konkretno odločila, da bolj aktivno pristopi k makrostrategijam. To pomeni, da je v bistvu na eni strani smo slišali EZTS in čezmejna sodelovanja, potem pa, ko gremo na to makroraven, imamo nekatere višje izzive in te izzive naslavljamo preko tako imenovanih makrostrategij. Ni slučaj, da so se te makrostrategije oblikovali okoli nekih geografskih pojmov, torej smo slišali Baltsko morje, Jadransko-Jonsko morje, Alpe in reka Donava oziroma Podonavje, ker vsi v teh makroregijah, in se bom osredotočil na Jadransko-Jonsko, kjer mi največ sodelujemo, čeprav celotna Slovenija je v 3 od 4 makroregij, in naslavljamo podobne probleme, torej ali pa izzive. Recimo, če pogledamo pitno vodo praktično od Izole, Ankarana pa naprej do
bomo rekli, Grčije, se vsi soočamo, vse te obalne države se soočamo s tem izzivom. Potem govorimo o prometni povezanosti, vsi ste danes prišli tako ali drugače v bistvu do Portoroža. Me zanima, če je kakšen heroj, ki je prišel z javnim prevozom, ker se upam mu obljubiti priznanje, tako siguren sem, da ga ni župana za to, da je Pirana, da je prišel sem z javnim prevozom, ker tako sem zgotov, da ga ni tega heroja. Govorimo tudi o zavarovanih območjih, biodiverziteti. Tukaj veliko vlagamo v to, da bi se povečala ta zavarovana območja, kar ti skušamo tudi ozaveščiti naše ribiče, kolikor jih je še ostalo, da so pomembna tudi za njih in tudi sami recimo tako spoznavajo. Če se konkretno recimo prav na naše Dino oziroma drugo od dveh, eno je v Ankaranu, eno je v Strunjanu, morsko zavarovano območje. V Strunjanu je omogočeno pač tudi lovljenje v zavarovanem območju, ker to je bila, bomo rekli, neverjetna novost za Slovenijo, ki jo v svetu poznajo, in nekako je interes tudi ribičev in zavarovanih območij, da se do določene mere tudi izlovi in zadeva postane zelo podobna kot na kopnem z, bomo rekli, območji za lov. Na drugi strani pa v bistvu, da ne bomo samo negativno plat tega govorili, tudi se pogovarjamo in vzpostavljamo tako imenovane zelene koridorje za velike zveri in mislim, da eden izmed tega naslavljanja tega problema je tudi rezultat, da se bo v naslednjih letih zgodil tudi ta zeleni most pri Razdrtem. Tako da v bistvu to je velika potreba tudi za naslavljanje seveda drugih živih bitij na zemlji, ker smo mi tudi gostitelji, tako kot bomo rekli oni. In skozi to v bistvu ta občine in tudi regije naslavljajo neke skupne probleme, izmenjujemo izkušnje in s tem tudi pač črpamo evropska sredstva za to, da čim boljše in čim bolj učinkovito tudi organiziramo to na enem večjem območju, kot je samo občina Izola. In tukaj za konec samo še, da mi dovolite, ker je to zelo pomembno tudi za javno upravo v Sloveniji, da razumejo, da niso samo regije, mi pač mejimo v tem mediteranskem ali pa jadranskem prostoru na države, ki imajo močne regije. Če gremo pogledati v Nemčijo in na sever Evrope, tam so mesta tiste, ki so ključna in so tudi nekatere ustanoviteljice, kot v primeru Nemčije, v bistvu samih držav, in so mesta tisti temelj razvoja. Tako da in iz tega smo nekako tudi mi videli, da ena relativno majhna občina, kot je Izola, lahko sodeluje in lahko uresničuje neke svoje potrebe, ki sem jih prej naštel v tem širšem kontekstu, vključujoč z evropskimi sredstvi, kajti naš proračun ni tako velik, čeprav obstajajo tudi še manjši, in nam to predstavlja eno pomembno dodano vrednost za kvaliteto bivanja, ki jo vsi verjetno danes občudujejo, predvsem tisti, ki jih danes ni v tej dvorani. Tako da čestitam tistim, ki ste ostali. Hvala lepa. Zdaj pa, da naredimo en most do konkretnih izzivov in pa reševanja, bi gospoda avtorja vprašal. Mi smo se na tem pripravljalnem sestanku pogovarjali seveda tudi o teh projektih in smo ugotovili, da tudi majhni projekti so kompleksni. Se pravi, tudi če je majhen Interreg projekt, recimo, je kljub vseeno kompleksna zadeva. Jaz osebno se spomnim, lansko leto smo prijavljali en Interreg projekt z Furlanijo, z univerzo in občinami, in moram reči, da brez pomoči izkušenih kolegov na fakulteti bi bil precej izgubljen. Tako da bi dr. avtorja vprašal, kako ocenjuje upravno zmogljivost slovenskih občin in korelacijo med tem in pa recimo sposobnostjo, da potem tudi sodeluje v takih čezmejnih aktivnostih ali pa širše. Ja, občine imajo zelo različne motive sodelovanja, soočajo se pa tudi z zelo različnimi ovirami. Te ovire lahko razdeliti na več skupin, od političnih, ekonomskih do
kadrovskih, če hočete, in pravzaprav se mi zdi, da prva taka ovira je pomanjkanje vizije. Če občine nimajo, prej smo imeli primernega župana, ki ve, zakaj je župan, ki hoče pač občini neko vizijo dati, to seveda prej slej naleti tudi na sosedne občine, ker so preprosto slovenske občine premajhne in se vseh problemov ne da rešiti znotraj njihovih meja. Če imaš pač ta pogled, vodstva občine, potem je to že pol problema rešenega. Ta pogled ali pa ta, rekel, politični potisk od odločevalcev do uprave pomeni tudi, da se začnejo nabirati informacije, znanje o tem, kako sploh določene projekte izpeljati. Seveda pri čezmejnem sodelovanju so problemi še večji zaradi tega, ker gre za jezikovne ovire, gre za nenazadnje tudi območja, ki so včasih lahko transportno oddaljene. Spomnite se, tam je naša vzhodna meja z Madžarsko, mi pravzaprav 100 let po prvi svetovni vojni ponovno gradimo ceste pa železnice, ki so nekoč tam že povezovali obmejna območja, in to je zagotovo in tak razvojna ovira. Jezik sem že omenil, potem gre za demografske težave. Ta območja so tudi demografsko izčrpana, veste, mladi gredo, stari pa umrejo, in potem se ta pravzaprav zgodba tudi kadrovsko lahko pozna. Jaz ocenjujem, da bomo, to mimogrede, čez 10 let morali resno razmišljati o teritorialni reformi slovenskih občin, ker v določenih območjih bodo občine, ki so danes recimo majhne, bodo ostale na robu pravzaprav sploh prebivalstva. To ni izmišljeno, mi pač imamo zadosti informacij s terena in vidimo, kako se stvari dogajajo, tako da če kakšnih dramatičnih zasukov ne bo, tega ne bo. Morda samo še to, da pri čezmejnem sodelovanju zelo pomaga, če imaš kakšne vzore, in recimo Svet Evrope je že leta 80, že 66. leta je sprejel priporočila, leta 1980 pa sprejel konvencijo, ki je bila že omenjena, madridska se je reče, in ta konvencija je med drugim ponudila 10 različnih dokumentov oziroma neke vrste sporazumov, pogodb, ki so jih lahko občine ali pa regije uporabile za to, da so se konkretno povezovali z nekimi občinami in regijami iz drugih držav. Potem je kasneje prišlo še do tega, da so ugotovili, da ni samo meja med državami dovolj za to, da dve oblasti sodelujejo, ampak da je treba dopustiti tudi tako imenovano transfrontier, ne več cross-border sodelovanje, ampak tisto, ki gre med več subjekti, ki jih ne združuje meja držav, ampak je to lahko Hamburg s Parizom, če me razumete, kako hočem povedati. In to je tudi prednost tega, kar ponuja EZTS, to, bom rekel, brezmejnost, s katerekoli države subjekti lahko sodelujejo, in pa to, da v istem EZTS-ju lahko sodeluje več ravni oblasti. Lahko občine iz ene države sodelujejo z pokrajinami iz druge države in ministrstvom iz tretje. Hvala lepa, dotaknili sem se zelo ekskluzivne teme, pa ne bi še naprej teritorialne reforme in samouprave, bi ostali kar pri čezmejnem sodelovanju in šli zdaj na ta tretji sklop konkretnih primerov, torej iskanja nekih rešitev za situacije, ki so se pojavile v praksi. Zdaj, če gledamo literaturo, bi občine bile ali neki laboratoriji, kjer se preizkušajo ideje, do katerih pridejo nekje na višjih ravneh, ali so inovatorji, ki dejansko rešijo nek problem, ki se pojavi tukaj in zdaj in se potem ta rešitev lahko prenese na višje ravni. Včasih pa delujejo celo kot stabilizatorji, torej da nekaj, kar ni rešeno in je nestabilno, pač občine z sodelovanjem čez mejo stabilizirajo in omogočajo recimo neko trajno zagotavljanje storitev. Tako da zdaj bi v tem zadnjem krogu mogoče pri gospodu Škerliču začel, pa bi ga vprašal, če lahko recimo predstavil kakšen tak konkreten primer, neke težave in recimo čezmejnega sodelovanja, ki je to težavo rešil. Ja, torej recimo konkretno pri upravljanju z nesrečami na morju
Tukaj je tudi Evropsko računsko sodišče zaznalo in tisti, če je kdo tukaj se s tem ukvarjal, je mogla tudi Slovenija, poleg ostalih držav v Jadranskem morju, odgovoriti, kakšna je stopnja pripravljenosti v primeru teh nesreč. No in ravno v okviru Jadransko-jonske makrostrategije smo pripravili načrt za ukrepanje v primeru nesreč in drugih izrednih dogodkov na morju. Temu je bolj tudi v okviru enega projekta evropskega potekalo tudi konkretno usposabljanje v Tržaškem zalivu in sedaj je drugo usposabljanje na jugu Jadrana. Če gremo pa tukaj malo bliže, je pa ravno spet v Istri, imamo to specifiko, da določen del prebivalstva živi v Republiki Hrvaški, na drugi strani tega zaliva, v šolo pa hodijo v Sloveniji, predvsem tudi v italijanske šole, nekaj je tudi slovenskih državljanov, pa tudi hrvaški državljani, ki obiskujejo italijansko govoreče šole oziroma šole z italijanskim učnim jezikom v Sloveniji. Tako da predvsem je bilo to zelo pereče v času korone, ko niso mogli prehajati teh meja in se niso mogli niti dejansko, bomo rekli, učiti, ko so se drugi lahko. No in v tem primeru smo mi vzpostavili v projektu Istra Connect, smo ga poimenovali, eno avtobusno linijo, ki vozi te učence zjutraj v šole, iz štarta v Umagu in se obrne pri izolski bolnici in obratno, tako da smo videli, da so koristniki bili tudi drugi občani, ki koristijo storitve izolske bolnice in so hrvaški državljani, iz tega je pol tudi en protokol nastal. In moram reči, da tudi po izteku tega projekta je tak interes bil, da se še vedno financira ta avtobusna linija strani predvsem zdaj občine Piran, ki ima pač svoje občane tudi in volilce seveda na drugi strani tega zaliva v Republiki Hrvaški. Tako da to je bil en tak zelo, ne povem, no pa, da javnega prevoza med Umagom in našimi istrskimi občinami ni, tako da je nemogoče, da ostanem pri kontekstu javnega prevoza, nemogoče je priti v bistvu na drugo stran zaliva z javnim prevozom, avtobusa ni. Tako da tukaj smo zaznali in si za naprej tudi želimo razširiti tole linijo ladijsko, ki trenutno prav z programa Interreg Slovenija-Hrvaška poteka v poletnih mesecih med našimi slovenskimi, istrskimi mesti, tudi na Trst in na hrvaška mesta. Tukaj je sicer ena linija, ki poteka v konkretnem financiranju regije Furlanije-Julijske krajine, kjer se da priti v bistvu z eno ladjo tudi iz Trsta pa do Lošinja, ampak to je čisto v domeni njihovih, bomo rekli, geostrateških interesov prevažanja prebivalcev v bistvu v to območje zaradi zgodovinskih razlogov. No, tako da, če se vrnem nazaj, en projekt je konkretno zaznal problem. Tukaj smo se aktivirali v 4 občine iz Slovenije in Hrvaške, torej Umag, Buje, Izola in Piran, in smo rešili ta problem in še več samostojno ga financiramo še naprej po končanem projektu. Ja, se ravno to, če se lahko kar tukaj navežem, če bi mogoče lahko še to komentirali, ker smo se tudi pogovarjali. Nevarnost je, kaj se zgodi, recimo, ko se nek projekt evropsko financiran konča. Ali to pomeni konec potem tega čezmejnega sodelovanja ali kaj in tako naprej. Kako tukaj lahko recimo odgovorite? Ja, tukaj, če je dejansko nek projekt, je nastal tudi spodaj navzdol, torej, ki rešuje neke konkretne probleme ali pa izzive na terenu, je potem tudi interes, da se to vrstne stvari vzpostavijo. Če dalje več pa je tudi strani občin težnja potem, da financiramo določeno infrastrukturo, za katere nam zmanjkuje
denarja iz evropskih sredstev in potem jo vzdržujemo. Pač enostavno ni naenkrat takega kupa denarja, da bi lahko nekaj vzpostavil, naredil, in zato se poslužujemo potem evropskih sredstev, da se infrastruktura vzpostavi iz proračuna, pa potem vzdržuje. Tako da to so eni modeli, ki jih občine tudi po mojem opažanju najbolj uporabljajo za to, in zato verjetno tudi v statistiki je največ občin, ker marsikateri izziv se reši z tem čezmejnim sodelovanjem, ker drugače ga ne bi mogli v bistvu. Hvala, ja, zdaj sem se spomnil ravno enega primera, sem bral, ko sem se pripravljal na to konferenco. Šlo je za reševanje problema parkirišč ob Soči. Tam vemo, da je turistov veliko in je pereča problematika. In je ob reševanju tega problema, torej čisto bi rekel notranjega, prišlo do ideje, zakaj bi pa povečevali število parkirišč, ko je to tako težko umestiti v prostor, zakaj ne bi raje okrepili javnega prevoza in v bistvu naredili rešitve za čezmejni prevoz potnikov. In v bistvu prišlo do čezmejnega sodelovanja dejansko zaradi reševanja nekega, bi rekel, notranjega problema, niti ne obmejnega, ampak na območju znotraj Slovenije. Gospod Konrad, zdaj teh izzivov je res veliko, od pravnih, informacijskih in tako naprej. Bi mogoče vi lahko še kakšen primer povedali, kakšne težave, ki ste pojavili in kako recimo ste se lotili reševanja in kakšne bilo rešitev? Ja, verjetno najlažje je pri infrastrukturnih projektih pač pojasnjevati težave ali pa izzive in na koncu rešitve, ki smo jih dobili. Pri nas mi imamo to srečo, da Gorica in Nova Gorica sta dejansko, če bi tako pogledali, ena urbana aglomeracija. Mesti dejansko sta se že zlili drugo z drugim, obstaja vmes neka administrativna ali pa politična meja, fizično jo v prostoru ne zaznamo, seveda v papirjih, pri projektiranju in tako naprej pa še kako zaznane. Mi, EZTS, imajo to srečo, da lahko izvajajo tudi infrastrukturne projekte v imenu za račun, v imenu in za namen svojih ustanoviteljev. In tega se mi seveda z veseljem poslužujemo, ker nam hkrati evropska zakonodaja in seveda tudi domača zakonodaja in slovenska in italijanska, kar se tiče javnih naročil, omogoča, da lahko izbiramo zakonodajo eno ali drugo, zavisi od primera do primera. Tako da pri nas, recimo en dober primer so bile kolesarske povezave med Gorico, Novo Gorico in Šempetrom, je omrežje kolesarskih poti in te poti morate vedeti, da prehajajo malo sem, malo tja, na obe strani meje. In zdaj, če si to predstavljate, da bi morala vsaka od 3 občin zgraditi svoj del omrežja, se pravi vsaka po svoje projektirati, vsaka po svoje izvesti naročilo za gradnje, vsaka svojega gradbinca dobiti, vsaka svojo finančno konstrukcijo, vprašanje, kdaj bi to vse skupaj izvedli, če bi bili zares tisti stiki, taki kot morajo biti. Hvala Bogu, v našem primeru imamo ta EZTS. EZTS je tisti, ki je zadolžen za enovito projektiranje, enovito predhodno seveda umeščanje v prostor, zato poskrbi občine, projektiranje, javno naročilo za izbor izvajalca, pridobi izvajalca, izvajalec je eden na obeh straneh meje in na koncu seveda investicijo predamo ustanoviteljem. Tako da zelo lepo smo skončali te investicije v prejšnji finančni perspektivi s pomočjo Interreg Slovenija in Italija. Zdaj v zdajšnji finančni perspektivi smo recimo še malo nadgradili, imamo en čezmejni trg, ki je v polovici na eni strani meje, v polovici na drugi strani meje, ki je mimogrede tudi v bistvu glavno prizorišče prestolnice kulture, ki jo gostimo v tem letu. In ta trg je bil tudi svojevrsten izziv. Hvala Bogu smo naleteli na posluh tako na strani Republike Slovenije kot na strani dežele FAJK, da so ta projekt umestili v svoj strateški projekt z naslova financiranja kohezijskih sredstev. Tako da smo tudi tle uspeli skombinirati vir. Ponovno je bil upravičenec EZTS v imenu obeh občin, to je primer Nove Gorice in Gorice, izvedel fazo projektiranja, izvedel naročilo za gradnjo, izvedel gradnjo in po končanem seveda predal investicijo svojim ustanoviteljem. Tako da v teh primerih so EZTS zelo dobrodošli. En nam zelo ljub primer je bila tudi en projekt na področju zdravstva, javnega zdravstva. Samo en segment tega projekta je bil recimo predporodna in poporodna obravnava
porodnic, ker sta ti dve mesti tako zelo skupaj. Nima smisla, da se seveda infrastruktura podvaja, da se gradi novo infrastrukturo na eni in pa na drugi strani, ker imamo seveda tako prehodni sta ti dve mesti in tako blizu druga drugemu. Tako da je bil koncept ta, da se pregleda, kakšno infrastrukturo imamo, da se mora biti samo nadgradi in predvsem, da se zgradijo mreže storitev, ki obstajajo na eni in drugi strani meje. Ugotovilo se je, da bi bilo zelo fajn, da bi imeli na eni strani en led bazen, v katerem bi seveda lahko porodnice, ne samo one, ampak tudi seveda drugi občani uporabljali bazen za namene telovati pred porodom in telovati po porodu z dojenčki. Seveda nima smisla, da imamo dva bazena na zračni razdalji 300 metrov, se ga je zgradilo na italijanski strani, z bolnišnicami se je sklenilo pogodbe, zato da lahko tudi slovenske mamice ali pa porodnice z obiskom oziroma ob prisotnosti seveda tudi naših zdravstvenega osebja gre na telovadbo na italijansko stran. To so taki lušni projekti. Se bom pa hitro navezal na tisto, kar ste rekli. Kaj se zgodi po zaključku projekta? In to je zelo dobro vprašanje. V večini primerov so seveda evropska sredstva namenjena nekemu pilotni fazi, testiranju nekih novih inovativnih modelov, zlasti ko govorimo o čezmejnem sodelovanju. In potem je seveda na strani ustanoviteljev oziroma upravičencev in sistema, da pilotne aktivnosti, ki so se izkazali kot dobre, jih dejansko integrira v neko sistemsko financiranje, v sistemsko izvajanje. Kot je rekel Iztok, če je v štartu projekt dobro zasnovan, da gre po principu bottom-up, teh težav potem na nadaljnji izvedbi ne bi smelo biti. Najlepša hvala. Gledam tamle uro, ki odšteva, koliko časa imamo še na voljo, to je dobrodošla tehnična rešitev, ker mi že skrbi, kako bom neopazno gledal na svojo uro, kdaj moram končati. Kaže še precej časa, ampak jaz vem, da vi gledate tisto drugo pravo uro, tisto uro po urniku programa, ki se nam pa zdaj že zelo hitro izteka. Zato bi na tej točki naše razmišljanje zaključil in dal besedo publiki, tako da izvolite, če bi kdo karkoli komentiral, vprašal ali povedal. Hvala. Predmet zgodovčinske uprave iz Nove Gorice. No, jaz se lahko pohvalim, da sem bil pri nastanku tega EZTS-ja od začetka in grad samo eno mojo misel podelil. V bistvu na tem našem goriškem območju se je že prej ogromno sodelovalo. Čezmejno sodelovanje na neformalni ravni je že obstajalo mnogo let. Tudi župani z obeh strani meje so nekako imeli že medsebojna srečanja. To je taka specifična zgodba in zato je ta EZTS nastal kot en produkt ene želje, da se to institucionalizira in da se olajša sodelovanje. To je uspelo 2011, se pa spomnim, da ni to pa tako enostavno bilo. Še vedno je politika zelo pomembna in se je dogodilo na italijanski strani njihov občinski svet, mestni svet, so nekateri svetniki celo zapustili sejo, ko se je glasovalo o pristopu k EZTS-u. Tako da to je velik rezultat in zdaj tudi rezultati sedanjega dela so enkratni, tudi čestitam Konrad. To recimo danes Evropska prestolnica kulture in vse to gre zdaj preko EZTS-ja, kot ta povezovalni člen in brez tega se ne predstavlja več tega sodelovanja. Nekaj pa še bi vprašal gospo magistrico Danico Šantej. Zdaj, tele celostne teritorialne naložbe CTN, to se spomnim, takrat je EZTS dobil 10 milijonov za zdravstvo Prasoča, to so dva projekta. In zdaj, kar sem pa sledil, so pa tele celostne teritorialne naložbe v primerjavi z vsemi sredstvi zelo majhne, vrednost je majhna. Zdaj se pač tako povezujem. Celostne teritorialne naložbe vidim kot možnost od bottom-up, od spodaj, da lahko nastanejo ideje in potem se dobi sredstva in se s temi sredstvi potem upravlja v okviru EZTS-ja. Zdaj me zanima v tem obdobju, ali je ta procent enaki ali se je kaj povišal. Hvala. Ja, če kar odgovorim konkretno, gre dejansko za 10% sredstev celotnega programa, namenjenih v bistvu za sklad malih projektov, ki ga vodi EZTS v tem programskem obdobju.
Ti mali projekti, pa njihov cilj mora biti, da prispevajo k Evropski prestolnici kulture. Tako da v obdobju 14-20 smo imeli 2 CTN projekta, to, kar je Tomaž že omenil, enega na področju zdravstva, drugega pa iz Onca Soča, na področju povezovanja med mesti, kolesarskih povezav. Ne? In v obeh primerih je program, pač odločevalci, tisti, ki smo sodelovali in programirali, prepoznal strateškost v povezovanju 3 mest, torej funkcionalnega urbanega območja, in v preteklem obdobju so bile to področje zdravstvo in pač povezovanje, mobilnost in turizem. V tem obdobju imamo pa Evropsko prestolnico kulture, ne, zelo pomembno strategijo na vašem območju, ne, Goriškem, in zaradi tega je bil tukaj tudi odločitev Interrega, ne, programa, da pristopi v sklopu sofinanciranja malih projektov, ker to je bila pa obveza v 21-27 strani Evropske komisije, da se znotraj Interrega izvajajo tudi mali projekti, tako imenovani people-to-people projekti. Tako da to sta 2 strateške, praktično direktno sofinancirani projekti. Niso projekti, o katerih smo zdaj govorili, ki se prijavljajo, dejansko inštitucije prijavljajo projektno idejo, projekt na razpise, na javne razpise. Tukaj v tem primeru na programu Interreg Slovenija, ta 2 sta v 2 programskih obdobjih zaupana v izvajanje EZTS Go, najprej 2 CTN projekta, v nadaljevanju pa sklad malih projektov. Na programu so pa še 3 strateški projekti, oziroma tako imenovani projekti strateškega pomena za program, ki so dobili tudi direktno sofinanciranje. In eno od takih je tudi dejansko pokriva drugo funkcionalno območje na zahodni meji, in to je Kras, gledano z geološkega vidika, torej planoto Kras, in občine teritorialno, ki dejansko so, bom rekla, območje teritorialno, ki sodijo pod 5 slovenskih občin na Krasu in 12 na italijanskem. In ravno glavni cilj tega strateškega projekta, ne, ki je bil od zgoraj navzdol usmerjen, je pa ustanovitev Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje Kras-Karsov, ki naj bi prevzel upravljanje geoparka, ki nastaja na območju teh 17 občin. Ne more vsaka občina zase svoj košček upravljati. Imamo pa instrument, ki ga je dala pravne podlage, ki jih je postavila Evropska komisija in Slovenija prinesla svoj pravni red, na podlagi katerih je lahko pač občine ali regije ali mesta, kot smo slišali tudi države, ustanovijo neke vrste javnega zavoda, EZTS, ki lahko v imenu in v korist vseh občin pač izvaja neke skupne naloge. V primeru Krasa, ki je v nastajanju geoparka, bo ta EZTS Kras-Karsov prevzel upravljanje geoparka. Zdaj v trenutni fazi je tudi vpisovanje tega geoparka v globalno mrežo geoparkov pod UNESCO, tako da to je zelo pomembna strateška zadeva za Slovenijo. In tukaj je pač vloga tistih odločevalcev, pa tistih pripravljalcev programskih vsebin, da pravilno privedejo tiste vsebine noter v program, v katerih lahko Slovenija vidi svoj korist. Seveda morajo biti tudi odprti razpisi. Interreg podpira iste cilje kot kohezija, cilj 1. Torej, hočemo imeti pametno Evropo, hočemo imeti zeleno Evropo, hočemo imeti povezano Evropo in tako naprej. Isti cilji in tudi v prihodnje verjamem, da bodo taki cilji, kjer bodo lahko videli občine možnosti sodelovanja še naprej. Na istih področjih, ko smo jih imeli v bistvu v tem programskem obdobju, mogoče bo to malo drugače zapakirano. Ne? Vedno je bilo tako, da si lahko vedno našel v tistem, rečem, kohezijskem jeziku, tisti statistik in tisti specifični cilj, k kateremu moraš prispevati. Bo pa ena, bom rekla, zelo pomembna novost za tiste, ki bo čez in ki bo sodeloval, da se bodo rezultati, učinki merili samo preko indikatorjev. In to ne bo se več gledalo izpolnjevanja finančnih obveznosti. Ampak na letni ravni, če programi ne bodo izpolnili in doprinesli kazalnikom, bodo izgubili sredstva.
Torej je zelo pomembno, kako uspešni bodo upravljalci Interregovih programov in še posebej, kakšne projektne vloge, kako kakovostno bodo zasnovane in cela logistika ozadaj, da bo pokrivala ta plan doseganja kazalnikov. Ta intervencijska logika bo za novo obdobje zelo pomembna. In k temu bodo mogli tudi tisti, ki se bodo prijavljeni na te projekte, zelo pametno pristopiti, ker bodo lahko posledično tudi izgubljali denar. To je zelo pomembna novost, ki se bo nam zgodila v prihodnje. Je neke sorte poenostavitev, finančni mejniki se ne bodo več kontrolirali, se bodo pa prispevki kazalnikov. In če tistih ne bo, finance se bodo rezale s strani vodstva komisije. Najlepša hvala. Lahko samo res to besede, ker vem, da smo vsi nastrpni, da gremo. Jaz mislim pa, da se CTN krepi v bistvu kot mehanizem tudi na cilju 1, kajti na zahodni kohezijski regiji je čez 140 milijonov evrov namenjeno za mestne občine v tem ukrepu in je treba povedati, da CTN na Italiji, Sloveniji je prej izjema, da je sploh bil uporabljen kot mehanizem na čezmejnem programu, ker ga v Sloveniji nobeden ni uporabil, noben program v vseh letih obstoja, tako da vedno je zahodna meja bila nekako pred ostalimi ali pa bolj inovirala. In jaz bi samo za konec, če lahko še v bistvu to, kar je tudi Danica začela, da tiste občine, ki nimajo ali pa ne znajo vzpostaviti svojo vizijo, naj sledijo evropskim sredstvom, pa še sofinanciranje bojo imeli zraven. Hvala za dopolnitev. Še zadnje vprašanje, mogoče iz publike. Dobro, sklepam, da ne. Najlepša hvala udeležencem okrogle mize. Izvedeli smo veliko zanimivih stvari, tudi nove trende, nove priložnosti, ki se pojavljajo in seveda kako veliko vlogo občine pri tem imajo. Hvala tudi vsem udeležencem, ki ste ostali tudi na tej okrogli mizi in se vidimo še na neformalnem druženju zvečer. Hvala lepa. Hvala lepa za ta že lepo upeljani.